Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, znova je čas za dogodke dneva. Celjski policisti predstavili ozadje družinske tragedije v Rogaški Slatini. Znani so najboljši inovatorji leta v celjski regiji. Na Vranskem 9. vseslovenska razstava Vranske rožce. Po 7 letih bo Celje spet gostitelj mednarodnega mitinga celjskih knezov. V družinski tragediji v Rogaški Slatini sta življenje izgubili 2 osebi. Na policijski upravi Celje so danes potrdili, da je stric večkrat ustrelil nečaka, nato pa si je sodil še sam. Po neuradnih podatkih gre za družino znanih podjetnikov, streljanje pa naj bi bilo posledica spora zaradi zemljišča. Včeraj malo po 19. uri zvečer smo bili obveščeni, da se v Rogaški Slatini ob glavni cesti nahaja poškodovan moški. Policisti so v prihodu na kraj ugotovili, da je bil moški ustreljen in da je umrl. Takoj zatem smo bili obveščeni še o eni najdeni mrtvi osebi, ki se je nahajala približno 200 metrov dalje. Ogled kraja dejanja so opravili policisti oziroma kriminalisti sektorja kriminalistične policije, policijske uprave Celje. Pri tem sta pri ogledu sodelovali tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Zbiranje obvestil je bilo ugotovljeno, da je starejši moški oziroma da sta se starejši moški in mlajši moški sestala ob glavni cesti v Rogaški Slatini, konkretno je v Spodnjem Negonju. Tam je starejši moški ustrelil mlajšega, nato se z vozilom odpeljal naprej. Po cirka 200 metrih se je ustavil ter ustrelil še sebe. Zbiranje obvestil je bilo ugotovljeno, da je starejši moški imel ustrezno orožno listino za pištolo, s katero je uporabil pri umoru. Prav tako je bilo ugotovljeno, da sta storilec in žrtev v sorodstvenem razmerju, pri čemer sam vzrok za opisano dejanje še ugotavljamo. Nobeden od navedenih 2, tako žrtev kakor osumljenec, nista bila predhodno obravnavana za nasilna dejanja. Žrtev je bila ustreljena z več streli, osumljenec pa se je ustrelil z enim strelom. Regionalna gospodarska zbornica Celje je tudi letos nagradila najboljše inovacije v regiji. Letos so natečaj za izbor inovacij razpisali že 25. leto zapored, na slovesnosti, ki je potekala v Celjskem domu, pa so podelili 4 zlata, 5 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter 5 priznanj za prebojno invencijo. V regionalni gospodarski zbornici Celje se zavedajo, kako pomembna je za razvoj podjetništva in njegovo konkurenčnost inovacijska kultura. Zato jo, tako kot to počnejo tudi na državni ravni, spodbujajo z vsakoletnim razpisom, v sklopu katerega najboljše prijavljene inovacije tudi izpostavijo in nagradijo. Brez inovacij bi še vedno najverjetneje plezali po drevesih. Vse razvite države vlagajo veliko v inovacije. Moč posameznih dobrih gospodarstv in držav se meri tudi v številu inovacij, predvsem uporabnih inovacij. Temu namenjajo velika finančna sredstva, žal pa naša država spada v rep teh držav, kar se tiče spodbujanja inovacij, vsaj v finančnem smislu. Gospodarska zbornica se trudi, da čim bolj spodbuja te inovacije, vendar samo bolj kot ne na simbolnem nivoju, ker nimamo finančnih virov. Letos so bili z odzivom zelo zadovoljni. Prejeli so namreč 27 prijav, 17 prijaviteljev iz 16 podjetij in ene srednje šole. Skupaj je bilo v te inovacije vpetih kar 110 inovatorjev. Prijavljene inovacije je pregledala strokovna komisija, ki jo je vodila magistrica Iva Mlinšek-Lešnik, v njej pa so bili še doktorica Tjaša Zupančič-Hartner, dr. Ivan Gubenšek, Marko Tukarič in Daniel Knez. Odločili so se, da bronasto priznanje prejme 13 inovacij. 5 je bilo srebrnih, zlato priznanje pa sta predsednik Celjske regionalne gospodarske zbornice Izidor Krivec in Marko Džinovič, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, podelila inovatorjem iz 4 podjetij.
CPE, SIP, Kronoterm in GIC gradnje. Letos imamo 10 let podjetja in vsako leto se udeležujemo inovacij. Do zdaj smo dobili, to je že 5. zlata inovacija, ko smo jo prijeli, ostale so bile srebrne, bronaste, vsako leto smo prisotni. Nam pa to veliko pomeni, v bistvu, ker smo malo podjetje, mikropodjetje in to je za nas dodana vrednost. Letošnja inovacija v bistvu je zelo posebna, ker nas v bistvu je popeljala na, bom rekel, evropski nivo, v sodelovanje z multinacionalko, ko sicer mikropodjetje zelo težko pridejo takle zraven. To priznanje je nagrada za vse, ki ustvarjamo in gradimo blagovno znamko SIP. SIP center kot objekt nam služi kot orodje, da svoje znanje, svoje vrednote, za katerimi stojimo, da podajamo naprej našim distributerjem, našim dealerjem, našim kupcem, ki so tudi naši najboljši ambasadorji. Jasno, za vsem tem stoji zavzeta ekipa, ki si zasluži to priznanje in istočasno tudi daje motivacijo za naprej. Zlato priznanje je potrdilo za naše trdo delo, da se trudimo narediti nekaj dobrega, energetsko učinkovitega, da pomagamo planetu in v bistvu uresničujemo neke cilje, želje, ki jih ima podjetje in pa seveda posamezniki. V bistvu gre za toplotno črpalko Adapt Max, to je nova generacija toplotnih črpalk za komercialno uporabo, ki se lahko modularno zlaga. Dejansko iz posameznih modulov lahko zgradimo od nekaj za recimo vilo do recimo industrijskih objektov, hotele, turistične objekte. To priznanje je nagrada celotnemu timu podjetja GIC gradnje, vsem zaposlenim in seveda jasno sporočilo, da gradbeništvo ni panoga, ki zaostaja, vendar dela intenzivno na tem, da smo v trendu trajnosti, zelenega prehoda, digitalizacije. Naša inovacija je v bistvu delo večletno delo naše skupine z zunanjimi sodelavci in v bistvu omogoča lažje spremljanje proizvodnih sistemov, predikcije in s tem omogoča izboljšanje končnih sestav betona v našem primeru, kar nam bo posebej koristilo, ko bomo izračunavali ogljični odtis vsakega materiala posebej. Zlati inovacijski dosežki bodo zastopali celjsko regijo na nacionalnem izboru jeseni letos. Prav tako jo bo tam zastopala prebojna inovacija inovatorja Simona Tominška, ki odgovarja na letošnji izziv razpisa z novimi tehnologijami do neba. Je letos prispelo rekordno število prijav inovacij, na nacionalnem nivoju kar 245, kar je najvišja številka do zdaj. Tudi v celjski regiji beležimo rekorde, videli smo, koliko je bronastih, srebrnih in tudi zlatih inovacij. Jasno postaja tudi, da je inovacijska kultura del vsakdana v podjetjih, to ni nekaj, kar bi se odvijalo na fakultetah v znanstveni sferi, ampak je del poslovnega procesa. Se pravi, inoviranje je del poslovanja. Letošnja podelitev priznanj najboljšim inovatorjem je bila jubilejna, saj jo v Celju pripravljajo že 25 let. V Zavodu Celeja Celje so zadovoljni z izvedbo in obiskom na drugih dnevih dizajna v Celju. Zavod je skupaj s partnerji v prostoru začasne rabe GT8 in pred njim pripravil 20 dogodkov, na katerih se je predstavilo 26 celjskih in slovenskih oblikovalk in oblikovalcev. Na 20 dogodkih v prostoru začasne rabe GT8 in pred njim se je predstavilo 26 celjskih in slovenskih oblikovalk in oblikovalcev, na modni reviji Čarobnost mestnih trgov pa je s svojimi blagovnimi znamkami, storitvami in ustvarjalnostjo sodelovalo 30 mestnih ponudnikov in celjskih ustvarjalcev. Na ogled so bili 4 dokumentarni filmi na temo dizajna, potekali pa so tudi 2 okrogli mizi ter 6 delavnic. Brezplačni dogodki niso povezali le sodelujočih, ampak tudi povečali dostopnost kulturnih dobrin in k obisku privabili tudi obiskovalce vseh generacij. V Zavodu Celeja Celje ocenjujemo, da smo uspešno povezali kreativni in gospodarski sektor ter naredili pomemben korak naprej v promociji oblikovanja v skupnosti in regiji.
Celjska družba Simbio v mesecih juniju, juliju in avgustu ter septembru z odvozom odpadkov začne že ob 6. uri zjutraj. V preostalih mesecih v letu z odvozom začenjajo ob 7. uri. Svoje uporabnike zato pozivajo, da odpadke na dan odvoza pravočasno pripravijo na prevzemno mesto, torej najkasneje do 6. ure. Družba za ravnanje z odpadki Simbio je bila ustanovljena 1. maja leta 1996 in skrbi za odvoz odpadkov v 12 občinah. Letno poberejo za okrog 50.000 ton komunalnih odpadkov, v organiziran odvoz odpadkov pa je trenutno vključenih okrog 130.000 prebivalcev z Celjskega. Vranske rožce je naslov vseslovenske razstave cvetja iz krep papirja, ki so jo minuli konec tedna že 9. leto zapored pripravili na Vranskem. Letos je bila razstava prvič mednarodno obarvana, saj so se je udeležili izdelovalci iz Madžarske, Hrvaške in Ukrajine. Minuli vikend, v soboto 31. maja in nedeljo 1. junija, se je športna dvorana na Vranskem razbohotila v tisočerih cvetovih kot en sam cvetlični vrt. Pa ne tistih pravih, temveč cvetja, ki so ga pridne in spretne roke ustvarjalcev naredile iz krep papirja in to tako vešče, da v ničemer ne zaostajajo za pravimi cveticami. 9. vseslovenska razstava tega cvetja Vranske rožce je ponudila resnično pisano paleto najrazličnejšega cvetja iz krep papirja. Pa ne samo nageljčkov in vrtnic, veliko več od tega. Obiskovalec pravzaprav kar usupne, saj skoraj da ni moč ločiti teh rožic od naravnih. Vranska sekcija izdelovalcev cvetja iz papirja Vranske rožce, ki deluje pri Univerzi za 3. življenjsko obdobje, je že 9. leto pripravila to razstavo in razstavljavcev je bilo za polno športno dvorano na Vranskem. Članice sekcije so z letošnjo razstavo zelo zadovoljne. Zelo sem zadovoljna, da se je na naše vabilo odzvalo taka količina, velika količina razstavljavk oziroma razstavljavcev, pa da so prišli iz vseh koncev Slovenije. Imamo pokrito od Primorske do Prekmurja. Letos so se nam prvič pridružile tudi razstavljavke iz Porabja. Jutri pridejo še razstavljavci iz Hrvaške. Tako da smo zelo zadovoljne za udeležbo. Koliko pa je letos razstavljavcev? Letos se nam je pridružilo na razstavi 39 društev oziroma posameznikov. Ta društva pa tvori preko 100 ustvarjalcev. Te rože, kar jih vidimo tukaj, je izdelalo preko 100 ustvarjalcev. Vsakokrat pa vranskim rožcam pri pripravi razstave, kot nam je zatrdila županja občine Vransko Nataša Juhart, pokroviteljica razstave, ki je tudi nagovorila prisotne na otvoritvi, občina vedno z veseljem stoji ob strani. Kadar se naše rožce odločijo pripraviti tako veliko razstavo, tako velikega pomena, kot je razstava rož iz krep papirja, ki smo danes slišali, da je celo prerasla v mednarodno razstavo, vedno občina rada pristopi in pomaga, da se lahko takšna lepa prireditev naredi. Prisotna na otvoritvi razstave je nagovorila tudi predsednica Zveze slovenskih ustvarjalcev cvetja iz krep papirja Metka Leljak, ki razstavo sprejema z največjimi simpatijami. Kot predsednica Zveze slovenskih ustvarjalk in ustvarjalcev cvetja iz krep papirja sem izredno vesela, da tudi letos razstavljamo na Vranskem izdelovalke cvetja iz krep papirja, da je to zopet živahno, pestro, množično dogajanje in da vsak cvet pravzaprav nosi poslanstvo izdelovalke. Ohranjanje kulturne dediščine je seveda naše prvo poslanstvo, tako zveze kot društev, kot sekcij, kot posameznikov. In razstavljavci iz drugih krajev? Odlična razstava, odlično pripravljena, vse te so znane, te vranske rožce, da znajo to organizirati, da znajo to pripraviti, čudovita razstava. Vsako leto se z tem osrednjim delom tako potrudijo, da prav nestrpno čakamo, kaj bomo spet naslednje leto videli tu v sredini. Tako da odlično, res vse pohvale in velik poklon. Letošnja 9. razstava pa je prvič tudi mednarodna, saj so na njej razstavljali
tudi gostje iz Madžarske, Hrvaške in Ukrajine. In v našo kamero smo ujeli Urško Čazardonec iz Zveze Slovencev uporabijo na Madžarskem. Kot pravi, jih predvsem zanima, kaj vse ustvarjajo drugi. Zelo nas zanima, vse lepa rožica so, mi smo že veliko smo pogledali, da smo te ne imeli razstavo, zdaj so nas pa te povabili, mi tu imamo razstavo, ali pokažemo, ko mi v porabi delamo, kako delamo. Pa smo te zdaj malo prinesli rožica, se falej, pa te zdaj mi tu imamo eno razstavo, pa lahko pogledamo, kako se delamo, pa kako delamo lahko drugače, da pa kako gledamo tu, mi tu najdemo zato nove ideje, kako drugi delajo, kako še lepa rožica delajo, da tehnika je skoraj enaka, kako mi že več let delamo. Na otvoritvi razstave so v kulturnem programu sodelovali člani otroške folklorne skupine osnovne šole Vransko Tabor. Z glasbenimi točkami pa Jernej in Ajda Pikl, Monika Dobršek, Ajda Bogataj in Gašper Melavc. Blagoslov razstave je opravil domači župnik Jože Turinek, program pa je povezovala Brina Bogataj. Več o razstavi pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Tu sem fantazovane spoznala. Atletski klub Kladivar Celje bo v sredo 11. junija po 7 letih spet pripravil mednarodni miting celjskih knezov z nagradnim skladom 12.000 evrov. Udeležilo se ga bo blizu 250 atletov in atletin iz 10 držav. Mednarodni miting celjskih knezov je bil zadnjič, je bil 7 let nazaj, je bil organiziran. Potem kasneje, ko je zamrla ta mednarodna atletska liga, Atletske zveze Slovenije, se za nekaj časa tudi naš miting zamrl. Potem smo šli v prenovo stadiona. Lani, ko je bila že druga sezona ponovno mednarodne atletske lige, smo še končevali s prenovo stadiona in smo imeli potem otvoritev z državnim prvenstvom. Tako da zdaj ponovno organiziramo miting. Jaz verjamem, da glede na to, da se v vmesnem času so se tudi nekatera pravila znotraj Svetovne atletske federacije spremenilo, potrebujejo se tako imenovano World Rankings in atleti zbirajo te točke za udeležbo na največjih tekmovanjih in Kladivar se je odločil, da bo sodeloval pri tem. Tako da imamo status challengerja, sicer to najnižja stopnja teh svetovnih mitingov, vendar prvi korak je narejen. Rozman je potrdil, da bo med udeleženci tudi večina najboljših slovenskih atletov in atletin. Domačih bo razen Kristjana Čeha, moški disk ni kot disciplina na sporedu mitinga, praktično bili vse naše najboljše. Načelo z Tino Šute iz domačinkov, ki je v skoku s palici, ker bo imela močno konkurenco v italijanski kakao, ki so Sonja Mazezini, ki jo sicer dvakrat zdaj že na velikih tekmah premagala, vendar je bila kar zelo dobro tudi uvrščena, tako da bo imela motiv, da lahko skoči v Celju resnično dober. Tudi Matica Guček se trudimo, da bi zagotovili kakovostno udeležbo, tako da ga bi spodbudili k dobremu rezultatu. Začel je odlično z drugim mestom na diamantni ligi, tako da jaz upam, da tole, kar se bo zdaj v Nemčiji, da je zgolj prehodno, po informacijah, ki imam, bo lahko nastopil na polno v Celju. Tudi ostali slovenski kladivarji in slovenski reprezentanti bodo tukaj, kot sem že rekel, ciljem je seveda izbrati čim boljše točke, čim boljše rezultate, z doseženjem čim boljših točk za World Rankings. Kar se mednarodne udeležbe tiče, pričakujemo tekmovalce iz 10 različnih držav. Vsa imena še niso potrjena, tako da bi zdaj res težko točno ocenil, kjer discipline bojo najmočnejše, ampak z gotovostjo 100 ovire, ena izmed teh, ki je bila včasih memorialna spomina Federja Gradnišnika, zagotovo ena izmed takih. Upamo tudi močno udeležbo na 100, ker so vsi naši najboljši trenutno
prijavljeni 400, edino tukaj mi je žal, Luka Janežič je sporočil, da je poškodba se ponovno obnovila, tako da je izgubljen tako za miting, kot tudi potem kasneje, ker nam je seveda še bolj žal za ekipno državno prvenstvo, ki je tako potem. Miting celjskih knezov bo prvi v nizu večjih dogodkov, ki jih bo celjski klub letos organiziral v Celju. Knežje mesto bo v začetku avgusta tudi gostitelj članskega državnega prvenstva. Državno prvenstvo bo 2. 3. avgusta, to je zadnji test za predsvetovnim prvenstvom, tako da takrat bodo tudi vsi najboljši slovenski atleti, takrat bodo lahko tudi Celjani videli Kristjana Čeha, ki je letos res v izjemno dobri formi in meče odlične rezultate. Za najboljše celjske atlete in atletinje bo vrhunec letošnje sezone svetovno prvenstvo, ki bo od 13. do 21. septembra potekalo v Tokiu. Veliko pričakujemo od Evropskega prvenstva U23, ker je Guček eden izmed favoritov za medaljo, tako da jaz verjamem, da bo upravičil to. To so dve najpomembnejši tekmi, medtem ko za slovensko atletiko je daleč najpomembnejša tekma v naši neposrednji bližini v Mariboru, ker je ekipno atletsko prvenstvo in seveda številni kladivarji atleti dejansko so na nek način ogrodje slovenske reprezentance. Tam seveda pričakujemo res dobro uvrstitev in seveda tudi preboj v višjo skupino. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne, predvsem na zahodu, ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne v severozahodnih krajih okoli 22, drugod od 25 do 31 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo pretežno jasno in vroče z jugozahodnim vetrom. To so bili dogodki dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Spremljajte nas znova jutri. Nasvidenje.